Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tedenski izdaji na televiziji Celje. Tokratno oddajo posvetimo pogovoru z Boštjanom Dermolom, pevcem skupine Newt, ki se je podal na samostojno glasbeno pot. Danes predstavi njegov nov singl Sonce in tudi prihajajoči album Q v pogovoru, ki sledi. Z našo kamero pa smo bili tudi na terenu. Več izveste, če ostanete z nami še naprej. Ampak najprej torej pogovor z Boštjanom. Tako, zdaj pa ob sebi pozdravljam prej napovedanega osrednjega gosta tokratne tedenske izdaje. To je Boštjan Dermol. Boštjan, živijo, lep pozdrav. Lep pozdrav, zdravo. Ja, takole, lahko bi si upal trditi, uporabiti tudi kar naziv, že kar legenda tudi slovenske glasbene scene, nekdo, ki počne nekaj praktično 30 let in to uspešno, si verjetno že lahko zasluži ta naziv. Boštjan, zdaj pa sicer vsi te poznamo, oziroma velika večina te pozna pod tvojim ustvarjanjem v skupini Newt v zadnjih letih, pa tudi literarno dejaven, zdaj z nekaj premora, zdaj pa povratek nazaj na sceno. Pa bi mogoče takole, no, še enega člana Newtov, Gabra, sem gostil tule pred časom, ko je tudi izdal svojo knjigo, sicer neko čisto drugačno, bolj priročnik kot bolj umetniško delo. Pa kaj zdaj to? Newti, ste se vrgli bolj v literarne vode ali je to zgolj naključje? Verjetno zgolj naključje s temi živimi legendami, pa tudi tako, ne. Ja, no. A niso grozne? Pa ne se misli, ja, no. Ja, ampak vseeno, se pravi, vseeno pa ne moremo zanemariti 30 let nečesa, kar je kar, ne. 31 let je bilo letos februarja, tako da čas neusmiljeno teče. Včasih smo rekli, da smo več časa band, kot pa ne. Aha. Zdaj že nekaj let ne koncertiramo, tudi nič ne ustvarjamo novega. 2 plošči, 2 albuma sta v bistvu pripravljena na izid, ampak o tem bo verjetno čas govoril, ali se bo to kdaj zgodilo ali ne. Tole pa trilogija, ja, ki sem jo napisal lansko leto. Pravzaprav sem jo pisal kar 5-6 let skoraj. Druga pesniška zbirka, ki je veliko bolj, ne vem, vsebinska ali pa fokusirana na neko razmišljanje o smislu obstoja, o minevanju, o prepraševanju življenja in odhodih in razhodih in slovesih. Tako zelo osebna je, zelo, ne vem, terapevtska. Tako, tudi intimna. No, mogoče tudi to dobra iztočnica za to, kar pa bo vseeno rdeča nit tokratnega pogovora. Torej, na nek način, zdaj že dober mesec javnosti, predstavljaš tole novo skladbo, nov singl Sonce, ki je del prihajajočega albuma Q, in tudi za skladbo Sonce prednedavni spot, ki izide ravno v teh dneh, ne, zdaj v teh trenutkih. Zdaj pa mogoče, da uporabim iztočnico iz tega, ne. Omenil si, da je bila trilogija zelo intimna in tudi tale skladba Sonce ima dejansko zelo intimno noto, pa bi mogoče se malce lotila same skladbe zdaj na začetku. Ja, Sonce napoveduje album Q, album bo izšel jeseni, posnet je že, končan je že, seveda to ustane in za seboj potegne tudi nekih cel kup logističnih zapletov ali pa izzivov, bomo rekli, ne. Danes je vinilka skoraj absoluten mus. Aha. In ti roki dobavni za izdelavo vinilke trajajo ponavadi 4 mesece, cca iš. Okay. Tako da smo vse te glavne promocijske aktivnosti planirali za jesen. Seveda je plošča nastajala v istem obdobju kot tudi ta pesniška zbirka in se ukvarja s podobno tematiko. Album kot takšen je zelo eklektičen, na njem je 13 skladb, sodelovali smo, v bistvu smo ploščo nekako zastavila s Tomažem Tropom, Macetom Estebujev. Glasba je... Še eno živo glasbeno legendo. Tako. Glasba je pretežno njegova, besedila so moja. Sodelovala pa sva po izbiri z producenti, Žaretom Pakom, tudi na Soncu in še eni skladbi Ona gre, potem z Janijem Hacetom,
z Miho Korenom za eno skladbo, za Novo jesen in 2-3 skladbi sva v bistvu producirala tudi sama. Kot rečeno, plošča je nastajala v istem obdobju kot trilogija, ukvarja se s podobnimi vprašanji in nagovarja podobne vsebine. Predvsem pa mislim, da je neka rdeča nit obeh, je pa eno kontemplacija in upanje. Plošča ni mračnjaška, ima žalostne tone, absolutno zelo intimne in daje vedno neko pozitivno upanje in nek optimizem. Kot album mislim, da je zelo zrel, plod dolgoletnega ustvarjanja z res vrhunskimi glasbeniki. Če se pa vrnem recimo na Sonce, ki je trenutno aktualen singl, kar precej časa smo ga ustvarjali, iskali v bistvu tisto noto, ki je skladba potrebovala, nek drugačen pristop. Pri skladbi je sodelovala plejada izjemnih umetnikov, Jani HC na basu, Davor Klarič na klaviaturah, Gašper Peršl na bobnih, potem tudi Jure Lesar na akustični kitari, ki tudi v tem trenutku zelo aktualno predstavlja svojo samostojno ploščo. Za orkestracijo in programiranje je pa poskrbel Leon Firšt. Tudi znan celjski nadarjen skladatelj. Tako da Žare Pak je bil producent, mix in master je delo Janeza Križaja. Zelo sem vesel v bistvu za to pot. Kot večkrat rad povem, je pot skoraj pomembnejša od cilja in v bistvu vsa ta navezava teh krasnih energij je dala en odličen rezultat, vsaj po mojem mnenju, in ta pot je bila krasna, res. No in tukaj pa so prišle upoštev tudi to, da si že toliko časa bil na sceni, kot si omenil, vse te verjetno vrhunske glasbenike si spoznaval skozi vsa ta leta, ko ste z njudi delovali, pa tudi v zavodu IPF. Tako da je verjetno tudi dobro vedeti, da ko si se takole začenjal vračati oziroma si se odločil za to, da bo šel na to neko samostojno pot z novimi glasbeniki, kako je bil dober občutek verjetno, da si dobil vso to podporo, pomoč. Pa mogoče, da se malce vrneva na začetek tega tvoje samostojne poti, kako je bilo to na začetku, verjetno si nisi mislil, da boš prišel do tega, kjer si zdaj, ali je bilo to že kar načrtovano? Pa se v bistvu v vseh teh letih sem kar precej sodeloval z nekimi različnimi zasedbami in korpusi, tudi izven skupine, matične skupine. Mene pač ustvarjanje raznolike glasbe bilo vedno pri srcu in predvsem je ta nek fluid in neka energija, povezovanje z drugimi glasbeniki in neko tudi druženje, način njihovega razmišljanja, ena sama kontemplacija vsega tega. To so prelivi različnih energij, različnih mnenj, ki mislim, da te na koncu delajo bolj bogatega, tudi z izkušnjami ali pa bogatejšega kot ustvarjalca. Seveda se z vsemi temi ljudmi poznam že dolga leta in v bistvu so pa redke priložnosti, kadar lahko ustvarjamo nekaj skupaj. Ponavadi se srečujemo na koncertih, v backstagih in tako da tu je pa bolj ta studijsko druženje in še tisto, kar je v bistvu predprodukciji, neko snovanje idej, na kakšen način bi postavili samo skladbe ali pa aranžmaje. In je to vsej meni osebno zelo prijeten del tega posla, mogoče celo najljubši. Studijsko delo je za mene zmeri nikoli ni predstavljal nekega nujnega zla ali pa neke muke, ampak res v tem uživam in neko ustvarjanje iz nič, da prideš do nekega rezultata, ki je vsem udeležencem všeč. To se mi zdi najbolj pomembno. In predvsem ta energija, kar se tudi odraža na konec koncev v sami glasbeni podobi. Tako. Verjetno tudi ni zanemarljivo, recimo, da ste s Tomažem Tropom, z Macom tudi osebno zelo v dobrih odnosih. Take stvari so vedno tudi dobre, verjetno tudi že od njih do prej, ko deluješ kot neka ekipa, kot neka sinergija. Se pravi, mogoče ravno
ta podmena mogoče celo pomembnejša bila v samem začetku. Ne. Se pravi, To je to, ko si govoril o poti. Ne? Tako, v nekem druženju z ljudmi, ki so ti blizu, s katerimi se energetsko ali pa kemično ujameš in potem nastajajo vedno dobre stvari. Z Macom se poznava že leta in leta, zdaj bi skoraj 30 let, če lahko. Tako da v vsem tem času sva se res veliko družila, ampak v zadnjih letih recimo manj intenzivno, potem pa sva ugotovila, da sva v bistvu oba v Celju in da bi pa skupaj nekaj ustvarila. Ne. In to se je začelo čisti iz enega tako studijskega druženja, ki je potem preraslo v res ustvarjalno fazo in odlično, mislim, meni je izjemno delati z ljudmi, s katerimi se ujamem hitro, ne, da pravzaprav pridemo brez velikih besed do nekih rezultatov in se sam pogledava recimo in točno veva, kaj mislimo. Ja, dejansko vse sestavine za nekaj so bile, treba jih je bilo dejansko samo zmešati in skuhati potem najprej trilogijo, zdaj pa tudi Sonce oziroma album Q. Ja. No, ena tudi obveznih zadev v danes je tudi snemanje spota, tudi s tem imaš že kar nekaj izkušenj, snemal si spote, ko pa to še ni bilo tako dostopno in lahko. Ne? Ja, prvega smo posneli prav v sodelovanju s TV Celje. Ne? To je, mislim, da je bilo nekje leta 96, 97 smo posneli, povej mi, zakaj pesem, res za današnje razmere skoraj nepredstavljivih tehničnih pripomočkih. Ne? To je res en drug čas, danes praktično imamo računalnike, imamo moderno tehnologijo, kamere. S telefonom gre, če je boljši. Ne? Je pa še vedno tako. Ne? Jaz mislim, da vedno se da kompenzirati ta tehnični manko z res dobrimi idejami ali pa z neko res entuzijastično voljo. Ne? In to nam je tudi takrat uspelo, posneli smo in res lep spot za tiste razmere, mislim, čudovit in tak otroško naivn, mladostniško naivn, bom rekel. Ne? Tako, še danes ga res rad pogledam. Ja, sigurno v tem času smo posneli, mislim, da okrog 30 videospotov. Marsikaj smo se pri tem tudi naučili, predvsem to, da je treba v bistvu v neki fazi pred samim snemanjem stvari dobro premisliti, jih enostavno zapisati, da potem ne zgubljamo toliko časa, se pravi dober scenarij, neke scenoslede in stvari, ki jih potrebujemo pri snemanju. Tu bi na tem mestu res pohvalil ekipo, ki je sodelovala pri snemanju spota Sonce. Počeli smo ga v bistvu v Celju in celjski okolici. Zahvaljujem se vsem, ki so pri tem sodelovali in nam pomagali. Peter Kleva podpisuje režijo in svojo ekipo. Lovili smo tele datume, ne. Vreme smo tudi lovili, ker sonce ni vedno, mislim, sonce vedno je, ja, ampak ni ga pa vedno videti, ne. Tako da včasih oblaki prekrijejo sonce. Smo mogli dvakrat žal prestaviti ta snemalni termin in potem se je le vsaj za del dneva pokazalo sonce, da smo ga lahko ujeli in za večno, ne, za večno, kaj je sploh večno, ne. Aha, okay. Nekako shranili na posnetek tega videospota. Mislim, da je zelo estetski spot. Skladba kot sama je tudi precej dolga, ne? Ni glih nek aktualni radijski format, se pravi ni nek radijski hit v tem smislu, ampak ima res neko drugo globino in en drugačno čutenje. Tako da so kadri estetski, dolgi, lepi, zelo izbrani in malo je bilo tudi tele barvne manipulacije, kar je po svoje neka nova tehnika, vsaj v moji zgodovini ustvarjanja spotov, pa se je izkazala za zelo uspešno. Tako. Spot bo na voljo ravno zdaj, mislim, da v teh dneh, ne? Ali celo... Ja, v petek je uradni izid spota. Čakali smo ga več kot mesec dni, tako da se tudi splača počakati še kak dan ali dva. No, tako. Ja. Tako da v petek, verjetno že kar na YouTubeu, Sonce. Ja, pa zdaj si podpisan kar kot Boštjan Dermol. Ne? Aha, tako, ja. To je zdaj pač moja samostojna glasbena pot. Sej v tem samostojnem ustvarjanju v bistvu človek razmišlja večkrat, ne, v nekih določenih točkah
Enostavno so neke stvari, ki nekako mogoče ne pašejo v vsako entiteto, ne vem, v skupino, ne. Tam je pač nek bolj demokratičen princip in ta večina, ki prevlada, ponavadi se odloči tako, kot se ji zdi, da je prav. Tu je vse bolj vodeno po neki intuiciji, nekih lastnih željah in presojah in zasledujem predvsem neko izraznost neke svojega čutenja in svojih vzgibov, tako da je manj te demokracije včasih, ne vem, umetnost niti ne trpi tega, ne. Kar je za vse, ni za nikogar, ne. In je lahko hitro kontra. Tako. Zanimivo. Boštjan, kaj pa naprej, no? Zdaj tukaj nov singel, napovedal si izid albuma v jeseni. To se še mislil vprašati, zdaj, ker so tudi novi komadi, verjetno poleti malo počitnic. Kaj pa živi nastopi? Na kak način to zdaj slišati posnetek je kot band, ne? Zdaj pa potem hočeš to, da v živo tako zveni, ponovadi tudi rabiš nekaj v tej smeri, ne? Absolutno, mislim, vse te promocijske aktivnosti v živo bodo seveda jeseni, ko bo tudi plošča izdelana, ne, kot natisnjena. Praktično je mogoče v tem trenutku boljš nek modularni pristop, se pravi, da za določene, prilagojen na določena prizorišča, ne. Tako. Osnova je vokal in klavir, ali pa vokal in kitara in tukaj je kar precej nekih ostalih štrajk prijemov, recimo za kak godalni kvartet. Večina teh skladb je primerna za takšno obliko, seveda pa so vključene tudi vokala, vključeni so tudi drugi inštrumenti, velike klaviatur. Vse bomo naredili v smislu tega, da bo glasba kot ta njena esenca v bistvu zaživela v najboljši luči, ne. No, tako. Za naprej pa potem, to je začetek navdiha, verjamem, da ne bo zmanjkalo, ne. Ja, absolutno, mislim, kar nekaj je teh konceptov, ki so še v premlevanju. Kot rečeno, plošča ima 13 skladb, mi se bomo potrudili z ekipo spromovirati dobršen del leteh, tako da planiramo že tudi snemanje novih spotov, ampak en korak po korak, ne. Tako, tako. V petek video spot za sonce, jeseni plošča, dobesedno plošča Q, pa potem verjetno tudi kakšen nastop promocijski v živo, ne? Absolutno. Tako. Boštjan, ja želim vse dobro, hvala za obisk v studiu, naj tale tudi samostojna pot, naj bo vsaj tako približno uspešna, kot je bila v skupini, pa verjamem, da boš zadovoljen, no? Ja, najlepša hvala za vabilo in upam, da se kmalu vidimo. Tako, hvala. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Meeting predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel
Clever-Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever-Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Lej, čez 3 minute bo tu. Spet bo delala gužva z drobižem. Mesec športa v Celju od 6. maja do 2. junija. Preizkusite se lahko v 26 različnih športnih panogah. Udeležba na vseh aktivnostih je brezplačna. Informacije in prijave na www.szc.si. Športajmo skupaj! Tako z našo kamero pa smo bili tudi tokrat na terenu. Bili smo na letališču Lajše pri Šoštanju, kjer so pred nedavnim obeležili 80. obletnico sestrelitve 2 ameriških zavezniških letal. Kaj se je dogajalo ob okrogli obletnici, izveste v naslednjih minutah. Memorialno slovesnost so pričeli ob 10. uri pod Goricami v Šoštanju, kjer so maja 2018 v zavetju zelenih slovenskih gozdov postavili spominsko obeležje v čast zavezniškim letalcem, katerih letali sta bili sestreljeni v bojih nad Šaleško dolino. 80. obletnici tragične izgube ameriške leteče trdnjave B-17 24. maja 1944 v bližini Šoštanja in britanskega RAF B-24 Liberatorja 5. novembra istega leta v Lokovici. Takrat je življenje izgubilo 17 mladih fantov. Ob glasbi in častni četi garde Slovenske vojske so vence položili minister za obrambo Republike Slovenije Marjan Šarec, namestnica veleposlanice Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske v Republiki Sloveniji Helen Fabia Tisdale ter odpravnica poslov veleposlaništva Združenih držav Amerike v Republiki Sloveniji Melania Rita Arriaga. Svoj šopek pa so položili tudi potomci enega od preživelih ameriških letalcev. Zatem pa je sledila velika spominska prireditev na letališču Lajše pri Šoštanju s sodelovanjem Orkestra Slovenske vojske, Garde Slovenske vojske in letalstva. V veličastni prireditvi, ki jo je pripravila občina Šoštanj v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, Muzejem Velenja in Šaleškim aeroklubom, s katero so se dostojno in na izjemno estetskem nivoju počastili spominu padlim, so prisotne nagovorili najprej župan občine Šoštanj Boris Goličnik, zatem namestnica veleposlanice Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske v Republiki Sloveniji Helen Fabia Tisdale, odpravnica poslov veleposlaništva Združenih držav Amerike v Republiki Sloveniji Melania Rita Arriaga ter minister za obrambo Republike Slovenije Marjan Šarec. In vsi so poudarili pomen veličastnih dogodkov pred 80 leti, njihovega spomina in opomina za danes in jutri, izraza humanosti domačinov ter simbola svobode v današnjem varnostno zahtevnem obdobju. Človeštvo še vedno ne zna živeti brez vojn. Mislim, da imamo danes po svetu največ konfliktov po koncu hladne vojne in zagotovo so taki dogodki, obeleževanje, kot ste rekli, človečnosti
da smo drug drugemu ljudje, kajti to je najbolj pomembno in skupaj se moramo boriti proti tistim, ki netijo vojne, ki napadajo druge narode, ki drugim vsiljujejo svoje navade, svoj način življenja ali mišljenja in vsak narod na svetu ima pravico živeti tako, kot želi. Izjemno smo počaščeni, da so nas danes povabili sem. Hvaležni smo skupnosti, da se spominja herojskih dejanj ameriških in britanskih pilotov leta 1944, ki so pri tem izgubili življenja. Pomembno je, da ohranjajo živ spomin nanje in njihove spomine tukaj na razstavi. Počaščena sem, da sem tukaj, da skupaj počastimo spomin nanje in pri tem sodelujemo s Slovenijo. Hvaležna sem za vabilo Ministrstva za obrambo in ministra Šarca ter župana Goličnika. V čast mi je, da sem tu, ker slavimo boj za svobodo, ki so ga Slovenci in Američani bili pred 80 leti in da se še danes borimo za svobodo za naše vnuke. Zelo sem počaščena, da sem tu v Sloveniji in hvaležna za pogum, ki so ga Slovenci pokazali ob tem dogodku. Župan občine Šoštanj Boris Goličnik je ob tem še posebej izrazil zadovoljstvo, da so si pred leti posamezniki prizadevali za postavitev spominskega obeležja obeh tragičnih dogodkov, ki sedaj stoji pod goricami v Šoštanju. Vesel sem, da so posamezniki spodbujali, da se v preteklosti se tukaj postavi to obeležje in pa seveda tudi zdaj, danes, ko je ta okrogla obletnica, da obeležimo spomin na to pogumno dejanje takratnih vojnih časih, ko so zavezniki pomagali, ne glede na to, mladi vojaki, ker dobesedno verjetno niti dobro niso vedeli, kje Slovenija je, kaj Slovenija je, ampak takrat je bil tak čas in prav je, da ohranjamo spomin na te junaške dogodke naše polpretekle zgodovine. Prav je, da se o tem tudi pogovarjamo in nenazadnje, da damo celotni družbi zavedanje, da ti obeležja in spomeniki niso sami po sebi namenjeni, ampak so nek tihi pa vendarle glasni opomnik, da se te stvari v prihodnje ne smejo nikoli več ponoviti. Spomin na padli posadki obeh zavezniških letal v občini Šoštanj skrbno in spoštljivo negujejo in tudi sicer dajo velik pomen zgodovinskim obeležjem druge svetovne vojne. Ja, dajemo. Nenazadnje dajemo tudi preteklosti velik pomen vsej dediščini, seveda pa tudi tem hudim časom, ki so jih naši predniki preživeli. Eni so jih, drugi jih niso, ampak kljub vsemu vsaka vojna je največje zlo, ki na tem svetu obstaja in se mi zdi, da kot družba, da se v teh časih premalo zavedamo, kaj pomeni mir, kaj pomeni svoboda, nenazadnje so to največje dobrine poleg zdravja in tega se moramo zavedati, to moramo prenašati na mlajše generacije in prav je, da se še posebej pa teh okroglih obletnicah posvetimo temu, da izrazimo naše spoštovanje vsem tistim, ki so za našo svobodo dali svoje življenje. Obeležitvi spomina obeh dogodkov se radi udeležijo tudi nekateri svojci oziroma potomci sestreljenih letalcev. Tudi tokrat je bilo tako, kar seveda še posebej utrjuje medsebojne prijateljske vezi. Tako je. Obeležujemo dneve britansko-slovenskega prijateljstva, ameriško-slovenskega prijateljstva in zagotovo so svojci še posebej navezani tudi na našo domovino, ker so tukaj padli njihovi najdražji in radi pridejo v Slovenijo, radi se spominjajo tega in zagotovo so taki dnevi priložnost, da se spominjamo težke, ampak hkrati tudi slavne zgodovine, ko smo bili vsi skupaj na pravi strani zgodovine, ko smo se vsi skupaj borili proti nacifašizmu in zato je danes Slovenija tudi v družbi narodov, ki so se osvobodili sami s pomočjo zaveznikov in ki so bili na pravi strani zgodovine že od leta 1941.
Organizatorji so pripravili resnično veličastno prireditev, s tenkočutno miro pietetne estetike. Na letališču šaleškega aerokluba Lajše pri Šoštanju pa se je na slovesnosti zbralo okoli 500 obiskovalcev, ki so spremljali nagovore, program ter otvoritev plakatne razstave Muzeja Velenja o obeh dogodkih, kjer so na ogled postavili tudi predmete, ostanke obeh sestreljenih letal. Razstavo sta družno odprla minister Marjan Šarec in župan Boris Goličnik. In tu smo v našo kamero ujeli živo pričo enega od obeh dogodkov, 90-letnega domačina Bogdana Železnika, ki je takrat štel 10 let, vendar se dogodka še vedno živo spominja. In tedaj, ko se je to dogodilo, sem bil star 10 let in se dobro spominjam, ko sva z kolegom tedanjim enim kolencom Stankom, pa vsa ta druščina, ki je že, upam, vsa v vesolju, tako, pa da danes sodoživljam 80. obletnico, bi rekel, tega veličastnega, kako bi rekel, praznovanja in spominjanja tega dogodka, ki je bil izreden tudi za nas otroke. Z tem kolencem pokojnim, sva koze skupaj pasla, tam na moji zdaj železnikovini, in sva seveda videla, kako je letalo padalo. In sva seveda bila vzburjena, sva bila čisto, bi rekel, a je to možno. In sva pravzaprav v pol ure bila na mestu. In po pol ure, ko sva tako tipala okoli, sva gledala, kako so prišli vermani, kako je vojska prišla in kako se je to dogajalo, kako so bili potem prijeti in seveda vso tisto prizorišče sva doživljala. No, in seveda so tu, bi rekel, spomini, ki so seveda naju, kako bi rekel, srčno prizadeli, ker je to za nas bilo pravzaprav nekaj izrednega. In moram reči, da danes, ko gledam, ko so zbrani, bi rekel, tile artikli in tako naprej, mi je veliko veselje, da vidim tudi sorodnike iz Amerike, Anglije in tako naprej. In ves ta čas sem imel tudi možnost, kot bivši učitelj, da sem veliko bil med mladino in da sem veliko se z njimi pogovarjal in da sem o tem tudi govoril. No, danes je to točka, kjer se še posebej moram tudi zahvaliti, to se pravi zbiratelju in vsem tistim, ki so čutili do tega. V kulturno-umetniškem programu prireditve so poleg orkestra Slovenske vojske pod vodstvom Fredija Simoniča sodelovali še operna pevka Petra Ruprecht-Turk, ki je po rodu domačinka iz Šoštanja, garda Slovenske vojske z izjemno atraktivnim nastopom, ob zaključku pa je sledil še prelet vojaškega letala, ki je pozdravilo vse udeležence. Prišli smo do konca še ene tedenske izdaje. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami znova prihodnjo sredo. Do takrat pa lep pozdrav in srečno.